Lep dober večer, pozdravljen v imenu Slovenskega filozofskega društva na enem od naših tradicionalnih večerov Slovenskega filozofskega društva, ki je tokrat posvečen 50. obletnici smrti Theodorja Wiesengrunda Dorna. 6. avgusta je bila sicer ta obletnica, ampak dobro, smo še zmeraj istega leta. Na kratko, mogoče v samem dogodku, posvečen je kritični teoriji danes. Format je koncipiral Gašper Pirc, ki je zdaj tudi podpredsednik Slovenskega filozofskega društva, povabil govorca, tako da jaz ne bom preveč besed glede tega izgubljal, bi samo pozdravil doktorja Jerneja Kalužo, ki je bil dlje časa urednik Radia Študent, in pa seveda profesorja doktorja Darka Štrajna, ki ga poznamo, jaz sam ga predvsem poznam z področja ukvarjanja z filmom. Tako, zdaj od zunaj ste videli so knjige, ki jih dobite tisti, ki se na novo včlanite v Slovensko filozofsko društvo, nekaj teh prijavnic je še na stolih, ali pa lahko tudi vzamete tisti, ki ste se včlani, pa še niste vzeli kakšnega izvoda. Tako, toliko iz moje strani, zdaj pa predajam besedo moderatorju in gostoma. Pozdravljeni, jaz se najprej sem lepo zahvaljujem, da ste se tudi v tem prazničnem decembru zbrali v tako lepem številu. Mečkam spremenjen je tukaj celotna zadeva, malo nisem navajen, da je novo format, če bi rad bilo mogoče ampak dobro, jaz mislim, da bo ravno tako v redu. Jaz sem izjemno vesel, da ste se gosta odzvala na današnji večer, ki se mi zdi, da je izjemno pomemben danes. Kar nekaj vprašanj sem dobil, zakaj bismo nič organizirali v Adornu. Zato, ker jaz se ukvarjam z Adornom specifično in kritično teorijo in ker tudi pri nas imamo nekaj izredno zanimive filozofe, ki se ukvarjajo s to temo, ki je pa danes pogosto napačno razumljena. In se mi zdi, da smo mogoče ravno zato čakali do zadnjega večera. Ker na nek način na zadnji večer je tisti, kjer prvo se je izbrala največja število ljudi, saj jaz nisem letos. Ker drugo pa, ne vem, mogoče bo tudi najlepši nekaj rezimec, ki smo ga popravljali. In ja, tako da ta večer smo se zamislili, da bomo mi mogoče mečkam bolj v nekem dialogu skupaj. Zato, ker v končni fazi kritična teorija pravzaprav tudi ves čas je spodbujala dialog. Dialog med znanostmi, dialog, ki bomo videli med različnimi načini razumevanja družbe, med različnimi načini raziskovanja in metodologijami. In v končni fazi ne nazadnje tudi dialog med ljudstvom, ki pravzaprav samo po sebi mora nekako imeti neke odprte razmere med sabo, mora vzpostaviti med sabo tudi neko govor, neko pristno govorico, ki ni samo neka reificirana govorica med objekti. In ker bomo videli ta problem verifikacije, je mogoče še zmeraj bolj očiten, kot se zdi. Zdaj pa, da jaz ne bi preveč govoril, če sem sam začetek, bi pravzaprav ponudil Darku priložnost, da mogoče tudi sam nekaj osnov pove, ker na začetku vseeno bi nekaj povedalo samo metodno, preden pa gremo ga malo aktualizirati. Tako da ja. Dobro, hvala lepa. O Adornu in seveda o tem njegovem kontekstu, se pravi, sami kritični teoriji, zdaj domnevam, da imamo tukaj visoko informirano publiko, ampak vseeno, če slučajno kdo ni pogledal Wikipedije, ne, to nadomestil. No, sicer pa, če si smem dovoliti, bi še rekel, da me zelo veseli, da je filozofsko društvo tako zelo oživelo. Natančne razloge, zakaj me to tako zelo veseli, bom pa naredim reklamo za naslednji dogodek, bom pa povedal 27. januarja. No, zdaj pa, kar zadeva kritično teorijo, pač seveda to je zdaj eden od, bi rekel, ponarodelih v filozofiji. Vsekakor pa gre za enega od ključnih fenomenov, bi jaz rekel, 20. stoletja, ki je nastal predvsem tudi v tem Weimarskem kontekstu Weimarske republike, kjer vemo, da je to bilo neko obdobje med obema vojnama, kjer se je v takratni Nemčiji zelo veliko dogajalo na vseh področjih, se pravi
področjih umetnosti, ne, z vsemi temi neue Sachlichkeit in potem se pojavlja recimo Dada in tako dalje, ne, vsi vemo, Brecht, ne, nekje vznikne, ne, in tako dalje. Potem imamo seveda to arhitekturo Bauhausa in seveda tudi zelo živahno politično dogajanje, ne, v katerem marksizem igra še takrat zelo, zelo pomembno vlogo, ne, pri čemer je seveda tisto, kar, da ne bom predolg v tem smislu razlagal, tisto, kar je motiviralo sam nastanek tega inštituta za socialno raziskovanje oziroma družbeno raziskovanje, je pa pravzaprav bila potreba potem, da se, tako rekel, malo pretirano, da se reintegralizira marksizem. V tem smislu, da se o Marksu ne govori kot o nekem kanoniziranem mislecu, ampak da se pač da se njegove hipoteze, njegovo kritiko kapitalizma pripelje spet na neko raven premisleka, resnega premisleka, z posebej seveda poudarjeno uporabo spet Hegelove kategorije posredovanja. Ne? Ker to je bilo tisto, kar se je zgodilo v vsem tem času, ne vem, neke dogmatizacije marksizma, ne, kot vemo, z vsem tistim, ne vem, do Lenina in tako naprej, je bila predvsem tudi izguba, ne, tega horizonta, ki ga predstavlja Hegel in tako naprej. In seveda, zdaj preveč nekih detajlov, ne, nekaj malo, torej jaz ne bi ravno svetoval Wikipedija, je nekoliko površno, drugače seveda tista knjiga, ki se da res brati praktično kot roman, in kjer veliko zveste o vsem tem kontekstu in zgodovini, ki je seveda vseh teh mogočih vplivih in odnosih med temi intelektualci, je pač knjiga Martina Jaya Dialectical Imagination, ne, ki je sicer nižje prevedena v slovenščino, ali pa seveda, mislim, da zdaj zdaj si učitajo angleško ali pa hrvaško, ne, Hrvati pa so jo prevedli. V glavnem, jaz mislim, da je pomembno to, da je sam nastanek tega inštituta nekje pokazal, koliko zelo je pomembno to, da je filozofija počasi postala vse bolj tudi nek kolektivni premislek. Se pravi, ne gre več samo za neke osamljene filozofe, kot si mogoče predstavljamo, da so obstajali prej, čeprav niso zares, ne, mislim, da so vsi nemški klasiki delovali v nekih skupinah in tako dalje, ampak vseeno je šlo za neko šolo, ki se je spostavila na nekaj določenem konceptu. Ta koncept je predvsem avtonomija in tako dalje. Drug element, ki je bil pomemben, da je ta šola začela delovati, je bil seveda tudi materialen. Se pravi, našel se je nekdo, ki je bil po imenu Felix Weil, čigar oče je bil bogat trgovec z žitom v Argentini, in je doniral sredstva za to, da so ustanovili ta inštitut, zgradili hišo in tako dalje, no in potem je pač tam leta 24, če se ne motim, je 23 je bil formalno ustanovljen, 24 so pa odprli hišo, tako naprej. No, zdaj, teh detajlov bi bilo še ogromno, no, ampak v glavnem, najbolj, kako bi rekel, pomemben tandem, ki je poganjal intelektualno moč tega inštituta, sta seveda bila Horkheimer in Adorno. Vendar, pri čemer pa je treba reči, da je ta šola pravzaprav bi lahko nekako videli kot v nekakšnih koncentričnih krogih. Imamo Horkheimer in Adorna na sredi,
Horkheimer predvsem uvede kritično teorijo za tisti svoj spis tradicionalna in kritična teorija. No in Adorno že zgodaj, lahko bi rekel, jaz bi rekel, da ta svoj pojem negativnega formulira že kar kmalu na začetku. In predvsem mislim, da je zanimivo to, o tem bomo pol še to govorili, njegovo mišljenje Hegla in Kierkegaarda hkrati. To je, jaz mislim, en od zelo pomembnih momentov pri Kierkegaardu. Ampak, bi rekel, te koncentrični krogi, ki sem se zdaj zmislil, da bi se lahko temu reklo, pa seveda se širijo med različne discipline, ne samo, ne ostajamo samo na področju filozofije, ampak pridemo tudi na področje, ne vem, sociologije, no, teorije filma, ne vem česa, tako da imate cel kup enih tudi, ne bi rekel, dosti zanimivih avtorjev, ki se mogoče niti ne omenjajo tako zelo med temi centralnimi, kot so seveda Horkheimer, Adorno, pa Pollock, pa pa Neumann, ja, tako, Leventhal, skratka, to so neka, pa Fromm, skratka, to so neka ključna imena, Marcuse, seveda, z majhno zamudo prišel. Potem imamo v tem prvem krogu takoj že Walterja Benjamina, in že pred njim, ja, to je bil nek vzvod. No, še prednje je pa šola nastala, so pa že bili neki sodelavci, kot recimo Wittfogel, in še vrsta njih. No, kot ena taka kurioziteta, ne vem, če ste to zasledili, v knjižnici tega inštituta je nekaj časa delal največji vohun 20. stoletja, Zorge, tisti je pač z japonskega posredoval neko ključno informacijo, ki je prispevala k velikemu obratu druge svetovne vojne. No, ampak to so veliko teh akcidentalnosti je, no in kot veste, no, zdaj za ta wikipedijevski uvod, v glavnem šola je začela delati, tako rekel, že v 20 letih. Prvi tam direktor je bil Grünberg, ki je načeloval tudi že prej nekčemu, kar se imenovalo Grünberg arhiv, nanašalo se na Milansko gibanje in tako dalje. No, po Grimbergu je pa, v bistvu že pred Grimbergom je v glavnem stvari Mendes z veliko avtoriteto, ni bilo tako zelo demokratično, znotraj tega je vodil pa Horkheimer. In Horkheimer je bil potem nekak glavni administrator, medtem ko Adorno je bil pa, bom tako rekel, verjetno tisti vodilni duh, pač zgodbe so tudi o tem, kako je pač, kako se je Horkheimer do neke mere žrtvoval za Adorna, to so te. No, v glavnem bi zaključil s tem, ker pač je vendarle Adorno, ta centralna oseba, Adorna se šteje, da tako rečem, za poglavitnega misleca te kritične teorije in ne brez razloga, seveda, ker je prvič ko bi rekel, verjetno, težko najti nekoga, ki je znal tako zelo, ko bi rekel, operacionalizirati dialektiko v jeziku svoje filozofije, kot je to znal Adorno. Poleg tega je tudi to res, da je Adorno deloval kar na več področjih. Se pravi, vemo, da je recimo eno področje, kjer se jaz malo manj spoznam, recimo glasba. Tisto, kar je pomembno bilo to, da je pri glasbi označil njeno družbeno relevantnost in tako bi rekel, podal tudi neko epistemologijo, da tako rečem, za razumevanje te družbenega zvena, da tako rečem, glasbe. No in potem pa so seveda pomembni njegovi, bi rekel, spisi, ki bi jih recimo štel, ne vem, nekam bolj k spoznavni teoriji in seveda
neki čisto posebni esejistični spisi, ki jih najbolj reprezentira recimo Minima Moralija, ki je, bi rekel, nek zelo koncentriran skup aforizmov in skratka, ki se zelo dobro bere, ne, in ki je po mojem malo nevaren tekst, ne. Ravno zaradi tega, ker je tako dober tekst, da zelo hitro človek začne prehitro identificirati svojo sedanjo realnost preko tega teksta. Ne. No, v glavnem, potem je pa seveda tudi, so pomembne te njegove razprave o kulturni industriji, ne, ker je pač zadeva dokaj kontroverzna in predvsem recimo je Adorno bil nekako poglavitna osebnost pri enem projektu, ki se je imenoval Autoritarna osebnost, ne, ker so sodelovali sicer tudi drugi člani z svojimi prispevki. Tega bi se možda. Ja, tega se bomo sigurno dotaknili. No, tako da Adorno je v tem smislu res centralna oseba, vendar pa ni popolnoma nekontroverzen. Ne. Zelo, kot veste, zelo je zanimivo to njegovo razlika med njim in Benjaminom, ne, ki kaže na nekakšne dve tendenci v tej kritični teoriji in tako dalje. No, tako da jaz ne bom, mislim, ne vem kaj mislim, nič nisem povedal, ampak dobro, nekaj malega, ne, sem naznal. Jaz mislim, da je bilo krasno navadi in da smo zdaj dobili nekaj, vseeno bi bilo mogoče še fino reči malo bolj v ozadje vsega tega, kaj se je zares dogajalo tistih prelomih. In pravzaprav, Jernej, ti si se ukvarjal precej veliko svoj čas, recimo seveda z Deleuzeom, z Nietzschejem, ampak tudi po drugi strani si se pa tudi nenazadnje zelo približali, kad mislili, predvsem temu bolj kulturnemu, če sem temu reči, delu Marxa. In na nek način je za kritično teorijo pravzaprav bil ravno tisti antropološki zgodnji Marx v času pisal ključna osebnost. In recimo, zdaj, kot je že Darko povedal, ne, in to je zelo pomembno, je pravzaprav kritična teorija res nekako dobila svoj zagon v začetku 20. stoletja, ko je bila taka zelo, najprej to je treba povedati v Weimarski republiki, ki je bila že tako problematična, seveda obdobje je bilo po prvi svetovni vojni, ko so bile razmere težke. In seveda to je bilo tudi obdobje recimo nekih gibanj, recimo umetnostnih gibanj, kot je recimo razvoj modernizma, spremembe v kulturni industriji in tako naprej, in predvsem spremembe recimo v vedno večji, recimo da rečem, neki produkcijski moči kapitalizma. In na nek način recimo je tukaj bil nek obrat nazaj k zgodnjemu Marxu pariških rokopisov. In recimo, kjer izpostavlja eno ključno, res ključen imenovalec za celotno kritično teorijo, lahko rečem, in to je blagovni fetišizem. Mogoče, če bi nekaj besed lahko o tem rekel, recimo pa predvsem o teh zgodnjih razmerah v začetku 20. stoletja. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz mislim, nisem čisto prepričan, če sem pravi naslovnik tega vprašanja, ker se nisem spet tako zelo podrobno ukvarjal z zgodnjim Marxom in tudi ne moram reči, da nisem poznavalec Adorna, ampak mi je pa zelo zanimiv mislec v nekih določenih ozirih. Tako da, če zelo na kratko probam odgovoriti na oris, ki si ga zastavil, sigurno je pač kritična teorija zelo pomembna, da je v tem smislu, da je pač neka ta marksistična vprašanja na področju se pravi ideologije, kulture, nadstavbe znala zelo dobro postavljati, skratka, kako se neka ekonomska razmerja odsevajo na nekih ne povsem ekonomskih področjih. In mislim, da je v tem kontekstu pač ključno vprašanje revolucionarnega razreda, ne, ki je seveda v Marxu opredeljen kot vsaj v tem, ne v smislu produkcijskega procesa, ampak v smislu v tem razmerju, se pravi proletariat. Ne. In ključno vprašanje, ki ga jaz vidim, je, da je kritična teorija postavila eno veliko vprašanje, ali je proletariat še lahko razumemo kot enostavno revolucionarni razred, ne?
Glavni problem pa seveda pri tem je, oziroma eden izmed problemov je pa seveda vse to, kar se navezuje na vprašanje ideologije, skratka, tudi recimo kulturna industrija, ne, ali ni recimo kulturna industrija in cela ta kapitalistična mašinerija, skratka tista, ki preprečuje to, da bi lahko proletariat in seveda masovna kultura, ki preprečuje, da bi bil proletariat lahko res revolucionaren v tem smislu nemške ideologije, skratka, da bi se zavedal lastnega stanja. Ne. In čeprav mislim, da je tu vseeno malo preveč popreproščena razlaga, ne, da je kulturna industrija. Ravno omenjaš ravno eno točko, ki je začela samo kritično teorijo v resnici, pravzaprav odziv na Lukačev tekst, na Lukačev vključen tekst o realifikaciji. Tako da ja, prosto. Ja, mislim, več ali manj sem, nimam kaj pa globoko. Ravno to je to šlo pravzaprav. Tam je bila ideja, da je proletariat pravzaprav nek subjekt, objekt zgodovine, se pravi neka točka, na kateri, ki pravzaprav mogoče sama po sebi emancipacijo, ampak ravno mogoče na tej točki se Adorno odmakne od tega in celotna kritična teorija tega mišljenja. Mogoče bi tako. Ja, seveda, ne, mislim, ena od predigr, ne, v stane kritične teorije je gotovo bila debata Korš-Lukač, ne, ki se ravno na to nanašala, ne, na ta vprašanja o odnosu z revolucionarnim razredom in tako dalje. Ne. Že pri Koršu imate to tendenco, ne, k avtonomizaciji, ne, mišljenja, pa tega, medtem ko Lukač je bil nekoliko bolj ujet v te odnose, ki jih je pač igral. Ne, Lukač je pravzaprav bil tudi povezan, ne, s partijo, z vsem temi stvarmi. No, drugače, seveda, pri tem je pa zanimivo, ne, da njegov pojem reifikacije, ne, je pa postavljen centralni pojem, ne, te kritične teorije. Tako da, ampak to je, jaz mislim, da je to teh polemik je bilo pravzaprav veliko v tistem času, ne, ker je šlo za eno soočenje z neko situacijo, ko je nastala Sovjetska zveza, v Nemčiji je bilo nekaj teh propadnih poskusov, ne, Münhenska republika, pa ne vem kaj, pa umor z Luksemburg in podobne stvari. No, ampak vendarle je recimo še pri prvem spisu Horkheimerja je nekako, kot sprejeto dejstvo, da prihaja neka revolucija, ki bo slabila na tej razredni razliki in tako dalje. Ne. No, ampak počasi se potem to upanje z vstopanjem fašizma zgublja. No, in tle jaz vidim eno usporednico, ne, znotraj same kritične teorije. Se pravi, na eni strani mišljenje teh družbenih realnosti, kakšne so se takrat vsiljevale, ne. Zanimivo je, da Adorno v prvem trenutku je nekako se upiral temu, da bi prepoznal, ne, to nevarnost fašizma, ne. Seveda, ne, mislim, se je tudi čutil ogroženega in tako dalje, ampak malo je nagibal k temu, da se bo to mogoče izpelo, pa bo šlo, ne. In potem so ga sve prepričali, da nimajo kaj čakati, da je treba pač oditi in tako naprej. No, ampak druga stvar pa je, da vsem tem kaosu družbenem, ki je takrat bil, ne, vemo, da je pač Nemčija imela takrat neko hudo ekonomsko krizo, vse te stvari. In vsem tem je pa se inštitut trudil razviti filozofijo. Ne? To resno filozofijo. In tukaj so pol, bom rekel, eno od mnogih linij, ne, njihovega mišljenja je bilo tudi rešitev Heglovske tradicije. Ne. Tudi dobro, jasno so se tudi ukvarjali z vso ostalo nemško klasiko, s Kantom, Fichte in tako naprej, ampak Hegla je bilo treba na nek način rešiti, ne, ker se je zdelo, namreč vse bolj, že takrat, ne, in še danes to traja, nekako Hegla se na nek način in profaniralo in obenem
schematiziralo. Ne. Češ kot, ja, Hegel, to je tisto, ker to so tiste triade in tako dalje, ne, in potem na koncu zgleda, kot da gre za neko filozofijo, ki samo ugotavlja neko mašinerijo svetovnega duha, ne, ki vzpostavlja svet, kot je, in to seveda, ne, daleč od tega. Ne, in tle so oni morali, tle so bolj pokazali na to hegelovsko dialektiko. Ne, se pravi, Hegel sploh ni mislil, da je vse determinirano z tem tezo, antitezo in tako dalje, ampak je še zmeraj mislil subjekta. Ne? Brez subjekta ni, no, mislim, malo trapast govorim, ne? Brez tega subjekta se nič ne bi moglo dogajati, torej skratka, Hegel je videl potenco, ne, kako bi rekel, različnih subjektov, ki seveda ne, po njegovi tehnologiji, ne, pridejo v neko situacijo in se razvijajo iz sebe neko nasprotje, ki se potem zaostri v kontradikcijo in potem ta subjekt v drugem prepozna samega sebe in tako dalje, ne. To je pač ta njegova dialektika tako teče, ne. Seveda, ne, tisto, kar je pol kritično pri Hegelu, je ravno pol ta njegova sprava z pruskim režimom, ne, z monarhijo in z vsem tem, ne, in mogoče tudi zaradi tega prihaja do tega. Ampak mogoče, ja, kar že menjate, ravno ta sprava, ne samo mogoče s pruskim režimom, ne samo na ravni družbene teorije oziroma filozofije pravice, ampak tudi na celotni filozofiji. Kritična teorija je šla do Hegla, ampak ni prevzela Heglovo naslednje točke. Tukaj na eni točki pravzaprav je bliže nekemu hermeneutičnemu mišljenju Hegla, kjer pušča odprto, pravzaprav absolutno resnico, na nek način vedno zanika. In to je pravzaprav upor bolj neokantizmu, kot pa Heglovstvo na nek način. Ja, ne, sam to je nekaj zanimiva. Ja, ampak gre za to, da se, ko bi rekel, dialektika sloni na tem, da ne zavrže tisto, kar je bilo premišljeno prej. Ne? Ker če nekaj kar zavržemo, rečemo, to ni nič pomembno in tako dalje, ne smo, skratka, pademo pod nivo tistega, kar smo tako zavrgli. Ne? Je pa, no se pravim, vsekakor, ne, je tudi zlasti paradorno je to zanimivo, ne, da je hkrati proučeval Kierkegaarda in Nietzscheja, ne, ki jo lahko štejemo za zelo pomembna antipoda, ne, Heglu, ne, in je, ampak nekako tako se zdi, če berete Adorna, kot da je Hegel sprovociral nastanek nekega Kierkegaarda, ne, v nekem smislu, ne, čeprav Hegel mislim, se ni dosti brigal za to, ne, ampak tako je. No in to potem je zanimivo je to, da so vsi te glavni, ne, filozofi, ne, ker niso vsi v kritični teoriji filozofi, recimo Marcuse in tako dalje, vsi so nek svoj tribut Heglu plačali, ne, Heglu ali pa malo širše nemški klasični filozofiji, ne. Seveda s tem, da Adorno je seveda se soočil z to romantiko in tako dalje, še zlasti zato, ker ga je zanimala estetika, ne, ja, tako da to je ta filozofska dinamika, ki pa je seveda spodbudila celo vrsto enih iniciativ na nekih drugih intelektualnih področjih. Ne. Recimo imate Krakauerja, ki je napisal znamenito knjigo Od Karigarija do Hitlerja, ne, in tako naprej, ki jo štejem za prvo knjigo filozofije filma, ne. Jasno, skratka, sam takrat tega še niso vedeli, za filozofijo filma vemo še od 90-ih let prejšnjega stoletja, ne. Ampak, no in potem je seveda tukaj neka gigantska figura enega Benjamina, ki je napisal en kup enih fragmentov, ki so vsi tako genialni, da morate trikrat prebrati, da vidite, kako so zelo genialni. In tako dalje, no, tako da je tle. No, pa tisto, kar se meni zdi še posebej pomembno, je pa to, da je ta kritična teorija potem seveda po drugi svetovni vojni, ko so se
profesori, nekateri, ne vsi, Marcuse je ostal tam, recimo, so se vrnili v domačo hišo v Frankfurtu, najprej se to imenovalo Victoria Allee, nekaj takega, zdaj je nek drug naslov, hiša pa še stoji in še zmeraj inštitut deluje. No. Skratka, te filozofi, ki so se vrnili v Nemčijo, so potem igrali izredno pomembno vlogo pri restituiranju tega, če bi rekli, nemška kultura v njenem filozofskem jedru. Ne? In seveda tudi v drugih ozirih še. Ne? In lahko bi rekel, da je kritična teorija pa potem imela neke zelo realne efekte. Naprimer, jaz vidim, da je kritična teorija se na nek način realizirala estetsko v novem nemškem filmu, ker Adorno ni več videl več kot toliko, ker je novi nemški film še v 70-ih letih res zacvetel. Potem pa seveda v študentskem gibanju. To bomo pa še posebno temo. Da ne bomo ravno dolgo skakali naprej. Mogoče je nej, ker ravno smo omenjali mogoče tudi Nietzsche. Tudi Nietzsche je pravzaprav ena zanimiva osebnost, zaradi tega, ker Nietzsche na en način sam po sebi že predstavlja odziv seveda na nemške klasike. Zgodovino pred tem. In na nek način je kritična teorija povzema mnoge, recimo, od kritiki sta jih tako Kierkegaard kot Nietzsche, recimo, naredila samemu Kantu in Hegelu. In kar je še bolj zanimivo, no, mogoče en izraz, ki ga nisem vam še slišal in ki ga mogoče tudi bi rad posebej izpostavil, je predvsem vprašanje novokantovstva, ki je bilo izjemno, mogoče ključno vprašanje v znanosti 19. stoletja. Ne? Namreč, po Kantu je seveda sledil nekaj časa po tudi Hegelovem, pravzaprav, da rečem, po historizaciji Kanta, je sledil nekaj časa neko obdobje, ko so se še pravzaprav iskale neke nove rešitve. Na eni strani bo Schopenhauer, na drugi strani so bili recimo avtori, ki so šli še dlje od Schopenhauera, recimo Nietzsche in že dlje od Kanta. In potem kasneje so pa šli novokantovci v sredi 19. stoletja in ti novokantovci so pravzaprav, in marsikateri od teh imen zagotovo tudi poznate, ne, recimo eno tako znamenito ime seveda je Max Weber na končni fazi. In tukaj pravzaprav se je, pa recimo na drugi strani smo imeli Winkelmann, imeli smo Rickerta, imeli smo podobne avtorje, ki so bili nenazadnje tudi med učitelji kritične teorije in ki so vzpostavili eno zelo strogo znanstveno metodo. In za njih je šlo pravzaprav predvsem za eno ključno vprašanje. Kaj je razlika med kulturnimi znanostmi in kaj je razlika, oziroma med vedami, če hočete, med humanističnimi vedami in na drugi strani med neko eksaktno znanostjo. In na tej točki pravzaprav vidimo, že kje je vloga kritične teorije je pravzaprav, in to kasneje se potem v zboru v pozitivizmu najlepše izrazi. In na eni strani pravzaprav pa imamo enega avtorja, kot je Nietzsche, ki pa gre tako radikalno prek tega, da pravzaprav reče, da niti ne moramo govoriti o nekih eksaktnih znanosti oziroma resnice kot take več. In tukaj vidimo potem eno paralelo poststrukturalizma, ampak na drugi strani Nietzsche tudi vpliva na kritično teorijo. Ravno s to kritiko znanosti. Skratka, težko bi podal nek odgovor, ampak kakor jaz razumem zadeve, je Nietzsche pač, kar ima skupnega z Adornom, zdaj ne vem točno kje je, ampak kakor jo jaz vidim, je definitivno ta zavračanje vsega masovnega, črednega in tako naprej. Tukaj jaz vidim neko na prvi pogled, ne gremo v to smer, ker si ti mislil stavi na osnovnimi pa kulturnimi znanostmi. Tu se mi zdi neka skupna točka med njima in v razliki recimo do Hegla ali pa tudi Marxa v končni fazi oziroma nekih filozofov, za katere pa vseeno mislim, da verjamejo v neko zmožnost racionalne kolektivitete ali kakorkoli bi temu lahko rekli, neke racionalne skupnosti. Vsaj jaz Nietzscheja tako berem, pa Nietzscheju nikjer nisem zasledil mesta, kjer bi bilo tako neka vera v popolno državo Nietzschejancev. In pri Adornu tudi nikoli nisem naletel, da bi on imel neko tako pozitivno, tako zdi se mi predvsem kritik, no? Ta neka radikalna kritika obstoječega, ni pa tako enostavno niti pri Nietzscheju, niti pri Adornu najti nekih takih pozitivnih idealov skupnosti.
tukaj hitro. No, sam kar sem predvsem meril, je predvsem ta recimo zanikanje neke nezgodovinske, absolutne resnice na eni točki. No, tukaj na tej točki zagotovo je ena linija, kjer Nietzsche dokončno, recimo, pove pravzaprav sploh možnost. Zdaj merim na, recimo, o resnici in laži, oziroma moralnem smislu. Na tej točki zagotovo je vzpostavil en velik razmislek. In kar več je Adorno na eni točki pravzaprav ironično, da je imel Dunajski krožek prav s tem, ko je zanikal vero v neko metafizično resnico, in na drugi strani, da je imel Wittgenstein do tiste mere prav, ko je zanikal pravzaprav možnost, da lahko govori tudi sama empirična znanost o nekih komičnih resnicah. Tako da primamo eno zanimivo situacijo glede tega, to je to mogoče, če bi imel kaj sicer. Težko bi kaj dodal. Jaz mislim, da je, torej, gotovo je neko srečanje med obema na estetskem področju. Nietzsche je, bom rekel, zavrnil Kanta, ni ga, seveda, ni ga razglasil za norca, ampak obrnil je samo razmerje subjekta in objekta v umetnosti. Nietzsche je, mislim, da v genealogiji morale poudaril neko, seveda zelo v tem njegovem poetskem, diskurzu in tako dalje, poudaril ta obrat od kantovskega nezainteresiranega pogleda, tega, ki ga ima Kant je se v osnovi naslovil na meščansko občinstvo, na recimo umetniški objekt, ki seveda vrača z čutnimi užitki temu pogledu občinstva. Nietzsche je obrnil to razmerje tako, da je pač umetnik tisti centralni, pravi sum. Tako da, no in seveda pa tudi prognozira, kaj se bo potem lahko zgodilo z umetnostjo. No, to kolega Leo Kreft ve, da smo enkrat o tem razpravljali na eni debati estetskega društva. Skratka, kaj se s tem zgodi v umetnosti? Če umetnik ni več tisti, ki zadovoljuje estetske nagone občinstva, ampak izraža tudi stališča in tako dalje, kaj se mu zgodi? Nietzsche prav se ogleduje v kristalni krogli moči. In od takrat je, bom rekel, v meščanski kulturi je umetnost izgubila nedolžnost, ni več mogoča nepolitična umetnost. No in jaz mislim, da potem je v sami Adornovi estetiki pa potem vidimo to, da hkrati reflektira te družbene, družbene situacije, oziroma zgodovinske okvirje, v katerih tisto, kar kritično teorijo vznemirja, je pač enostavno to reproduciranje situacije dominacije. In v avtoritarni osebnosti se seveda gre za to veliko vprašanje, na katerega so odgovarjali že tam anarhisti, pa ne vem kdo pa. Skratka, kako to, da se množice podrejajo tej dominaciji? Zakaj se ne uprejo in tako dalje? No, ampak dobro, to je zdaj preproščeno rečeno. Jasno, da gre tle za neko dinamiko družbeno, ki se seveda upisuje v te ideološke mehanizme. In tukaj jaz vidim, recimo, da je v neki fazi Adorno tudi in tudi Horkheimer in tako naprej, so se spopadli z naravoslovno znanostjo, rekno rečeno. Jaz mislim, da je od tega potem tudi usklil ta pojem druge narave, ki je en od ključnih terminov kritične teorije.
ta druga narava, To je saj že iz Hegelovega razumevanja bildov, pravzaprav. tako, ja, ampak ne, tisto, kar so pa oni videli, ne, da recimo pravzaprav, govorimo o tem, da se v 20. stoletju imamo eksplozijo naravoslovnih znanosti, tehnologij in vsega tega. In zdaj, kar so oni videli, je to, da se to odleplja od svoje družbenosti, no, kako bi rekel, ne. Oziroma, da se skozi to, formulo tega, da vidiš vpis družbenega v tvorbo tudi takih stvari, kot je znanost, tako dalje, ki se podreja tudi ideologiji in tako dalje, ne, tukaj sem malo preveč simplističen, ampak v glavnem so videli tudi, ko bi rekel, razloge, zakaj je družba taka, kot je. In to, kar je obstoječe, je tisto, kar je vredno vse kritike. Torej, kritična teorija vztraja na tem, da moraš iskati negativum, ne, tega, ne, ko so se takrat postavljali seveda pozitivne znanosti in tudi smo imeli pozitivizem, oziroma še imamo v filozofiji. To je odgovor na to, ne? Ja. To je kritika razsvetljenstva. No, kritika razsvetljenstva pa potem... širokem smislu, ne? To je pravzaprav kritika razsvetljenske logike, ki poskuša pravzaprav deducirati teoretsko zavesti, recimo neko znanost na neko idejo teoretske zavesti. No, ja, tukaj je še neki tematik, ampak bo še se bomo mogoče, ampak ker ravno v teh točki lahko rečemo, da pravzaprav ta prva generacija kritične teorije se je bila res tako okupirana z tem vprašanjem pravzaprav ene razsvetljenske, konzumeristične pravzaprav logike, ker sta na nek način sta povezani. Zakaj sta povezani? Ker pogledamo pogledati kritike razsvetljenstva, ne? Ko na neki način pravzaprav sodobni racionalizem preide do stopnje, da konzumerizem pravzaprav skupaj vpliva na neko vrnitev mitskega pravzaprav na nek način. Pravzaprav se obrne ta racionalizem v neko svojo pranasprotje, če lahko temu rečemo. To je pravzaprav neka spet mitska logika. In logika mita in na nek način pravzaprav spostavlja nove mite in na nek način celo povezuje z francosko šolo. Za francosko šolo kritičnega teorije, če smem temu takrat v Franciji zares ne obstajajo šole kritične teorije. Ampak recimo Foucault bo šel zelo podobno pravzaprav v smislu razumevanja družbene oblasti, pravzaprav težkega razumevanja med njimi, pa predvsem vpliva na neko psiho posameznika. In zdaj Foucault je nekaj drugačna linija, ampak zagotovo je med njima nekaj povezav. Jaz bi se mogoče probi začeti tam, ker je Darko prej govoril, se mi zanimiv ta izraz estetsko-ideološki mehanizmi, skratka, kar jaz vidim kot neko specifiko kritične teorije je, da tukaj recimo Adorno in Horkheimer kritizirasta pri masovni kulturi, niti ni toliko v prvi vrsti, da bi bila ta vsebina neka ideologija, no, mislim tudi, ampak v bistvu cel ta v bistvu mehanična reprodukcija, skratka, tudi format množične kulture, ne gre mogoče sam za neko to ideološko sporočilnost, govori sta o tem, kako pač v bistvu tu funkcionira kot neka zabava, taka res slaba, ki jo ti v tem svojem free timeu, ko nisi za nekim strojem, kjer spet ponavljaš ene in iste gibe, skratka, tu je neka, kar se mi zdi zanimivo, je skratka ta prehod od teh nekih vsebinskih mehanizmov k tudi nekim formalnim mehanizmom. In pač tukaj je tudi neka povezava s tem vprašanjem, kako to, da se množice podrejajo dominacije, skratka, nek tak mehanizem potrebuješ, ki to zagotavlja. In mislim, da je tu zdaj za Foucaulta si še ne, ampak pač jaz sem se tudi z Deleuzeom in Guattarijem ukvarjamo se recimo anti-Oedip in tu pač neko osnovno vprašanje je v bistvu zelo izhajajoče iz kritične teorije Reicha, predvsem, kako to, da se množice podrejajo fašizmu, kako to, da in pač, kar je, ne vem, kar je njun odgovor, je drugačen od odgovora kritične teorije v tej meri, da recimo rečesta, ne vse kritične teorije, ampak ne gre sta tukaj na vprašanje ideologije ali pa nekega zavajanja prek nekih estetsko-ideoloških mehanizmov, ampak rečesta, da pač ne, množice so si dejansko
želele fašizem in tu pele so v neko drugo smer. Ne. Zdaj, ne vem, kaj si pa ti točno s tem navezovanjem na Foucaulta razmišljal? Predvsem, ne, kar je za Adorna, pa to smo mogoče prej pozabili povedati, ne, ker smo mogoče ni bilo čisto razumeli, ampak poanta, ena ključnih poant Adornove misli je ravno v tem, da pravzaprav razmerje, ta regificirana razmerja, ki jih vzpostavlja pravzaprav neka družba, družba blagovnega fetišizma, je zgrajena na neki igri oblasti med strateškimi akterji v družbi. In to je pravzaprav en element, ki se pojavi ravno tako potem kasneje pri Foucaultu. In pravzaprav je tukaj zelo zanimiva linija. No? Včasih se govori, da je pravzaprav Foucault dedič Adorna. Zdaj, mogoče ne, sem mislim, če bi imel na to še kaj zapovedati, ker na nek način je zagotovo povezava med njimi podobna, je pa ena ključna razlika. Adorno je verjel emancipacijo, Foucault in večina kritične, francoskih mislecev ni. Mogoče je ta zanimivo vprašanje. Zakaj recimo francoski niso šli tako dalje, bi še verjeli, da je možna neka rešitev? Ali pa niso, če povedam preprosto, verjeli, da neka normativna ideja. To je mogoče tudi povezano z Nietzschejem, ki je bil bistveno bolj pomemben vseeno za Francoze. Mislim, jaz ne bi tukaj videl take razlike. Mislim, meni se zdi, da bistvena razlika je že kako pač, da Foucault razume oblast, skratka, da gre za neke v osnovi drugačno razumevanje koncepta oblasti, ki je bolj neka mikrooblast, ki deluje preko nekih disciplinskih mehanizmov in tako naprej. Fokus vidim drugje, kot pri kritični teoriji. Jaz pa ne mislim to. Jaz pa mislim, da pa Adorno samem pravzaprav gre v osnovi točno za to. Zaradi tega, ker na nek način, kot on sam pravi, tudi recimo v neki dominaciji, pa kulturni dominaciji, ne gre pravzaprav nujno za neko oblast, ki bi bila recimo oblast nekih velikih svetovnih mehanizmov. Na nek način je to tudi kritika, recimo Marxa, že skrita v tem, da se ta oblast vzpostavlja že na neki mikroravni. Že s tem, ko se recimo skupna zavest vzpostavlja, je verificirana, postvarjena do te mere, da ne prepozna več notranjih strateških konfliktov. Tako da tukaj je zagotovo bi mene poznal. Jaz mislim, da je to stvar neke reinterpretacije tudi kritične teorije. In da se pravzaprav v tej interpretaciji te različne filozofije, ki pa so različne, jaz mislim, da kolikor sem informiran in tako, in tudi celo sem v tistih časih malo potoval v Francijo in Nizozemsko, je bilo očitno, da v Franciji se je začela komunikacija s kritično teorijo praktično že pol, ko se je kritična teorija skoraj nehala. Ko je že prišla do nekega izteka, oziroma ko se je govorilo o neki drugi generaciji, ki so predstavljali Habermas in Knecht in Weimar. Tako da sigurno, to mislim, da se da empirično trditi, da Foucault sigurno se ni kaj dosti soočil z samo kritično teorijo, da bi sam bral, ne vem, kogarkoli od teh, mogoče, da se je kaj slišal, nekaj takega. Drugo je pa sama metoda Foucaultjeva, čisto je drugačna. Absolutno, to pa absolutno. Lahko bi pa, seveda, tukaj pa so skupne točke, če se sprašujemo po tem, v tej reprodukciji oblasti in tega, to pa prav gotovo. In jaz mislim, da to bi bilo pa seveda zanimivo za neko prihodnost, je pa po mojem to vprašanje konca humanizma pri Foucaultu. Mislim, da je kritična teorija prišla nekje na rob tega. Samo, recimo pri Adorno se je tega otepal, se je pravzaprav obranil. On se ni hotel kar tako odreči meščanskemu subjektu. Tukaj je ena zelo zanimiva točka Adornove filozofije in njegove naravnanosti in tako dalje. Tudi nek tak globoki intelektualni razlog, zakaj je prišel tudi spor s študentskim gibanjem. Ja, mislim, da je v bistvu zelo ključna razlika. To je ključna razlika, ker ravno ta konec humanizma, ta pravzaprav zanikanje nekega humanizma, ki sledi že z Nietzsche in naprej, je zares značilen za recimo to
je pa različno od kritične teorije. Kritična teorija vseeno ima nekaj razsvetljenskega še v sebi, ali pa ima neko težnjo, da ohrani pravzaprav. To se zlasti vidi pri Habermasu. Habermas nekako vrne nazaj, po kritiki razsvetljenstva še zmeri, kot nek dialektičen obrat, še en nazaj k temu. Da skratka, vendarle je razsvetljenstvo tisti temelj, prez katerega je težko misliti, kako je sploh neko družbo skonstruirati. Tako, bi lahko rekla pravzaprav, da recimo kritike razsvetljenstva se pravzaprav skriva kritika napačnega razsvetljenstva, prej kot kritika razsvetljenstva. S tem, da tle gre za eno, vendarle tudi za, čeprav se to ne vidi tako zelo naven, kot pri drugih nekaterih filozofijah, gre vendarle tudi za neko metodo mišljenja, pri kritični teoriji v tem smislu, da skratka to, kar se je zgodilo, to, kar je artikulirano, to, kar je povedano v neki filozofiji, je pač nek določen rezultat in okoli ki ga moramo premisliti v njegovi, torej oni ne rečejo genealogiji, ampak na neki način v neki genealogiji. Je pa to recimo v Franciji, recimo pri Foucaultu, tako je pa genealogija zelo ključna. Se pravi, da je kritična teorija je vendarle bolj uvidela to, da se je zgodil v tej fetišistični družbi in tako dalje, da je prišlo do nekega groznega preloma in to ga označuje fašizem. In to imate pri Adornu velikrat to, kako ta postvarelost lahko pelje do tega, ker pa potem seveda empirična referenca tega so seveda koncentracijska taborišča in demolije, klavnice, te stvari, ki so njega zelo prizadele. To je treba tudi povedati pri Adornu. To je neskončno občutljiv človek. In tle, to je bil eden od, kako bi rekel, ta občutljivost se je izrekala. Mislim, če berete, zlasti najbolj tipična minima moralija, ker se ima tudi podnaslov, podobe poškodovanega življenja in tako dalje. Ampak to se je videlo in to je, ne bom rekel, da je direktni učinek, ampak ta Adornova občutljivost je iz kritične teorije sevala v družbo in se je pokazala pri teh mladih generacijah, zdaj lahko govorimo tako, ki smo se takrat uprle. Če govorimo o študentskih gibanjih, dobro, govorimo o študentskih, ampak niso bila samo študentska, še marsikaj. Lahko govorimo, če recimo govorimo o hipi ali ne kar že. In tisto, če moramo Lekuze, pol rekel, nova senzibilnost in tako dalje. Skratka, šlo je za to, da se upaš, uporabil ta LGBT izraz, come out za svojo občutljivostjo, z željo po užitku. Ker to je tudi, če greste gledati Adorna, ko piše, ko se sooča s psihoanalizo. Je kritičen do Freuda in tako naprej, ampak tisto osnovno stališče, ki ga razberete, on je na strani subjektovega užitka in njegove želje, ne na strani represije. Ker to on učita Freudu, da Freud pravzaprav vse to odkrije, potem pa zagovarja potlačitev sam. Tako da je tle, v tem smislu so to eni taki, tudi pomembni učinki. Drugač pa, bom rekel, pri nadaljnji interpretaciji bo pa na Adorno nepogrešljiv s svojimi študijami tematike odnosa subjekta in objekta. Namreč, zdaj se spomnim enega teksta, ampak to ni edino v tem tekstu, recimo en tekst v Štihvorte, kjer govori o razločenosti subjekta in objekta, o identiteti med subjektom in objektom,
ki je ne morete več vzpostaviti. In tukaj je, bi rekel, ta relativno enostavna formula, da imate pač nekoga kot subjekta, ki misli na drugi strani objekt, ki je, zdaj spet vprašanje, kako ga koncipiramo. Pri Fichteju seveda imamo stališče, da je subjekt tisti absoluten vir, ki tudi proizvede vso objektivnost objekte in tako naprej. Pri Adornu pa seveda gre za to vprašanje, ki ga razcepa med subjektom in objektom, ki ga niti nemška klasika ni rešila, torej Hegel ga je na nek način rešil, ampak seveda v tem svojem kompleksnem sistemu. Seveda sam problem se ni zaprl. In jaz mislim, da ta problem zdaj preostal v neki novi dobi, ki jo recimo označuje Meillassoux z svojim koncem končnosti, po končnosti, après la finitude, to je tudi v slovenščini, ker se trudi izid iz te pasti. Ta past pa je, pri Meillassoux se imenuje korelacionizem. In on, Meillassoux vidi vse od Kanta do konca poststrukturalizma, tako rekoč, ujetost v ta korelacionizem. In zdaj, zame seveda tudi on ni našel zadovoljivega odgovora, ampak na nek način je skušal skonstruirati neko avtonomijo drugosti, preteklosti, prihodnosti. Skratka, in mislim, da bo to nek problem, ki se bo še pojavljal in se bo še kompliciral, še zlasti glede na to, kar se danes tehnološko, družbeno in kulturno pravzaprav dogaja. Tako da, in tle bo ta tradicija, kako bi rekel, ta postavitev nekoga, ki misli, je tisto, kar bo treba podedovati v neki filozofiji, ki se bo še dogajala. Mislim, da si tukaj Darko začel nekaj izredno pomembnih tem, tudi prvo zdaj malo priznajo, ampak res izjemno pomembni, zdaj imamo itak to, samo eno bi se res lahko... Itak bo vse propadlo v barbarstvu, ampak okej. To je v bistvu opozarjeno, če bomo sledili tem tokovom, ampak je to mogoče pa tudi res, in to hočem vse čas poudariti, da je mogoče eno napačno mišljenje v frankfurtski šoli je, da je v bistvu na nek način naredila odpor, res neke racionalne miselnosti, ampak točno to, kot si že omenil, pravzaprav je šlo za neko ohranjanje vloge objekta, osredotočenost na objekt, pravzaprav je to centrišče negativne dialektike pri Adornu, je pravzaprav zgrajeno okoli objekta. In ta njegov ključ, to je ključna točka, recimo Adorno je bil izjemno kritičen do eksistencialistov, on je bil izjemno kritičen do recimo hermenetikov, do fenomenologov, ki se poskuša ravno to distinkcijo izničiti. In na drugi strani je bil ravno to kritičen do svojih predhodnikov, ki je Lukács, ravno zaradi tega, ker so na nek način pa popolnoma požrli to, pravzaprav to na nek način, recimo subjekt proletariata, in mogoče na tej točki se zdi, da vseeno, zdaj ti se predvsej, ti si tudi doktoriral iz Deleuza, in tudi imaš ozadje iz recimo neke francoske miselnosti in poststrukturalizma. In mogoče na eni točki je tukaj ena ključna razlika med kritično teorijo in poststrukturalizmom, zagotovo v tem, da pri poststrukturalizmu te vere v neko emancipatorno moč, pravzaprav. Še zmeraj same filozofije, pa moč interpretacije, tako ni več. In ne vem, mogoče bi tukaj tudi me zanima tvoj mnenje o tem, da se mogoče malo pregovorimo, da prihajamo v sklepni del, tudi v sodobnem času. Ker poststrukturalizm na eni točki ne moramo reči, da je padlo, ampak tudi na eni točki ni našel več rešitve za nekatere aporije, ki jih je odprl. In je ostal, če tako rečem, ontološki. Medtem ko kritična teorija je pa zmeri nekako negovala to idejo in pri Habermasu se to najbolje vidi. Jaz bi se mogoče navezal na to, kar je bilo prej rečeno o tem, pač vera meščanskega subjekta, postavitev nekoga, ki misli, kritika, ki je ločena od tega, kar kritizira.
tu se mi zdi, da je za kritično teorijo zelo značilno, medtem ko za Foucaulta, Deleuza prej nekaj nasprotnega, skratka, da ona dva, kar jaz razumem, hočeta pokazati, da te ločenosti nekakor ni mogoče proizvesti, da si v vsakem primeru del oblastnih iger, da je lahko tudi upor, skratka, apropriiran, da je tudi upor del oblasti, tako da prav ta maj 68 je zelo lep moment v tem kontekstu, ki nekako postavi pod vprašaj to možnost te izvzete kritike. Tako, tu se mi zdi neka glavna razlika med Francozi in kritično teorijo. In kaj si še vprašal? Zdaj današnjost, mislim, jaz kot študent, sem recimo Adorna zmerkojmoval kot to je tu, kar filozofi delajo, ali pa to je tu, kar je vloga kritičnega misleca v družbi in tako naprej. In zdi se mi, da zdaj živimo v nekem takem zelo, dejansko nisem čisto prepričan, če bo čez 20 let, če bodo še sploh obstajali taki profili, kar je na nek način zelo problematično in tako ful se gibamo na nekem takem, skratka ta funkcija humanista, ki kritizira množično kulturo in tako naprej, kar je pa seveda problem je, da in institucionalno kot tudi se pač krči prostor za to vrstno kritiko in tudi, ne vem, v samem diskurzu, kar se tiče v medijih in tako naprej, tega Adorno kljub vsemu je bil prisoten na radijih, v časopisih in tako naprej, ta prostor za to neko refleksijo družbe, ki je nujna tudi za Habermasa in tako naprej, tega nekako ni več. In pač vprašanje za $1 milijon je pa verjetno, da je treba zdaj si za to pozicijo na vsak način se zanjo boriti, ali to nekaj preteklega. Mislim, da je to izjemno zanimivo vprašanje, predvsem enega stališča. In tukaj bi zdaj mogoče ti dal še vse en drugo vprašanje. Tudi zdaj mogoče malo tudi jezen na to, da si bil urednik radija študent. Večkrat pred zgoraj tega vprašanja obstaja neka anekdota, da je recimo, da je CIA delala po drugi svetovni vojni, ko so bili že v ZDA, seveda Frankfurtovci, je delala neko, se veste, je imela tiste spiske komunističnih nasprotnikov in mislecev. In seveda Frankfurtska šola kot prvi intelektualni voz tistega časa je bila med glavnimi osumljenci recimo nekaj zlonamernega podpihovanja, recimo nekega komunizma in tako naprej. Ampak obstaja zgodba, da je prišel profil Adorna ven in so rekli, da v bistvu bi bilo mogoče smiselno celo podpirati, ker so tako zakomplicirali in zatežili celoten komunizem, da bojo večjemu odbili ljudi za to idejo. Ampak mislim, kar hočemo reči, to zagotovo velja in da si ne omenjala oba, mogoče se vseeno to tudi razbrali, da recimo teoretska dela Adorna in Horkheimerja in mogoče Marcusa niti ne, sploh ne, ampak predvsem teh dveh avtorjev pa, da v Habermasu ne govorimo, Habermas je najbolj neskončno nebrljivih dolgočasnih piscev na en način. Ampak poanta je, ta dela so izjemno težko branje. Zelo kompleksno branje, ki res združuje različne, in to smo poskušali tudi skozi cel večer pokazati zelo različne motive in izvore. No in zdaj, da bi te vprašal, zdaj mogoče pa ravno to danes je nekako še vloga kritične teorije, vseeno, da ohrani to distanco ravno s to teoretsko, recimo, zamaknostjo, da pravzaprav poskuša gledati na samo politično in družbeno strukturo ravno na način neke filozofske, neke kompetence, pravzaprav na neke zmožnosti, da ohrani, da poskuša videti celotno sliko. Ja, res, ampak pač vprašanje je, kdo bo to plačal, čistko banalno. Mislim, kaj? Ne, gledaj, ker na končni fazi, kar smo hotel povedati, je, da recimo zdaj prej smo govorili, da recimo, ne vem, danes imamo recimo družbo populizma, družbo, ki piše, ti recimo pisal o afirmaciji, da recimo obstaja, da recimo so večina tudi medijev, ki je poskušal vseeno iskati neko, da rečem, notranji smiselnost, neko notranji smisel, neko inherentno razumevanje nekih množic, ampak mogoče je potrebna posebno ena distanca do tega in pregled v zgodovinski čeki. Definitivno je potrebna, definitivno, ampak sej kritične drže, mislim,
pač problem je, da je izgnana iz nekega, ja, iz množične kulture je izgnana, ampak tu je bila tudi Adornova tendenca, se on nikoli verjetno, da ni hotel reči, da bi tu mogla biti pozicija množične, mislim, ne razumem čist, ja, definitivno jaz se strinjam, da bi tu moglo biti ohranjeno, ampak vidim pa velik problem, kako to narediti in kako to tradicijo pač, kako jo v prihodnjih desetletjih kakorkoli smiselno ohranjati in nadaljevati. Ja, tle jaz mislim, absolutno moramo se spomniti Benjamina, in pravzaprav rekel, nekega vrste razcepa med njima dvema smerema razmišljanja. Bila sta pa sicer zelo dobra prijatelja. Edine spekulacije so, da Adorno ni bilo tako zelo všeč, ker je Benjamin bil všeč njegovi ženi, ampak to ni bilo nič tako zelo izrecnega. Ampak v glavnem, tisto, kar je Benjamin mislil drugače kot Adorno, je bilo emancipativni potencial množične kulture. Pri Adornu seveda ne gre za to, da Adorno ne bi videl, kaj se dogaja z množično kulturo. Tudi Adorno je zapisal, recimo, da je film umetnost, v kateri original nič ne šteje, ker ga itak ni, ne morate negativa gledati, pa boste uživali zaradi tega, ker je to original, medtem, Benjamin pa je pravzaprav ugotovil, da pravzaprav nimamo kakšne posebne alternative. Taka družba, kakršna pač je funkcionirala, je proizvedla, tudi tle izhajajo iz Marxa, isti mehanizem, ki proizvaja gospodstvo, proizvaja tudi svojo kontradikcijo, in je to prenesel na model kulture, to tiste pač najbolj razopiten tekst v Benjaminovem, ki je res tako ključen, ampak v glavnem je potem Benjamin na nek način predvidel, da je sam teren množične kulture tist, kjer se bo odvila bitka med fašizmom in komunizmom. Seveda je treba razumeti, da so termini fašizma, zlasti komunizma, takrat še niso bili tako zelo, tako rečem, onesnaženi, kot so zdaj. Mislim, da je to bilo še bolj koliko razumljivo, komunizem pač zastopa to emancipacijo in tako dalje. In je, skratka, s tem, ko je razglasil tudi izginotje aure, je ta teren, bi rekel, elitne umetnosti kot take postal irrelevanten, sumeten, in je, kar seveda ne pomeni, da tudi Benjamin ni bil zelo, kako bi rekel, prefinjen estet in vse to, ampak skratka, videl je, da je ta model množične kulture tisti, ki bo absorbiral vso to elitno kulturo in zdaj smo v tem. Tisto, kar se zdaj dogaja, je vprašanje, ki ga recimo Timothy Narej postavlja, pa še drugih, je vprašanje, ali se pravzaprav ta prelom, ki ga je identificiral Benjamin, glede na nastop množične kulture, v kateri deluje mehanizem reprodukcije, a se ta prelom zdaj z pojavom digitalne tehnologije, ki še ne vemo še točno, kaj vse obeta, ali se ta prelom na neki drugi ravni spet ne ponavlja. In zdaj, meni se zdi to tudi ključno vprašanje na to, tako rekel banalno, kar se zdaj politično dogaja. Trenutno je, tako rekel, fašizem osvojil množice. Množice volijo Trumpa, Johnsona in nekoga. Javni prostor, kolikor ga je, če temu lahko rečemo javni prostor, je prežet z psovanjem elite. Se pravi, vsak bi rekel, intelektualno dorasla kritika danega stanja, so pač neki intelektualci in tako naprej. Skratka,
Ne? In tukaj jaz mislim, da Benjamin daje nek določen odgovor, ker lahko, mislim, ne, štabil, bolj hipotetično, ker Benjamin pa reče, ne, res je, da se množična kultura najprej pojavlja v zlohotni obliki. Ta digitalna množična kultura ima seveda zdaj neke zlohotne oblike, ne, fake news, vse te social medice, ki delujejo, ne, v tej politiki, ne, in zdaj s tem največjo napako pa naredimo, če se odrečemo temu, da ne bi prepoznali pa tudi emancipativnega potenciala v ravno teh mehanizmih. Jaz mislim, da je to izjemno ključna točka, ker je ključna točka. Vse bi še tukaj tudi Jernejo eno s tem, no, ker ja, ravno zato je šlo, ne, omenili ste pravzaprav prej že, da Adorno je bil izjemno občutljiv človek. In res je, ne, na neki točki, ko se je preselil v Ameriko, je seveda bil to beg pred antisemitizmom, nacizma. Potem kasneje je seveda tudi tam postal deziluziran zaradi pravzaprav nekega razpohodelega kapitalizma. In na koncu, na neki točki, seveda se je odmaknil pa tudi od nekega potencijala študentskih gibanj, recimo leta 68 in tako naprej, ne, ko je seveda se vrnil. In na nek način pravzaprav druga generacija kritične teorije, ki jih je že prej omenil Darko, to sta bila seveda v prvi vrsti Habermas in Apple, pa potem tudi Wilmer, ne, in tako naprej, in Offe in tako naprej. Ampak, kaj je za njih bilo značilno, zlasti za Habermasa, je pravzaprav, da so potem pesimizmu, ki ga je na nek način v kasnejši dobi pravzaprav izražal Adorno in drugič, tistim pravzaprav resignaciji od neke možnosti emancipacije, opazili eno največjo napako. In glavna ideja Habermasa, ki v teh dneh slavi 90-letnici, da lahko še malo eni letnici, je bila v tem, da moramo vrniti kritični teoriji pravzaprav tudi neko emancipatorno noto. Prosto povedano, da recimo tudi v njej mora še, in to sem mogoče že prej tudi nekako na ta način, tudi neka težnja po nekemu normativnemu upravičenju naše situacije kot prvo in predvsem po spremembi razmer. In seveda, kot vsi vemo, zdaj ne bom ponavljal, kaj je za Habermasa mogoče, če bo zanimivo koga, ne, seveda on je to obrnil potem kasneje na vprašanje komunikacije, na vprašanje recimo družbene reprodukcije preko komunikacije, na pravzaprav pomen neke strateških dejanj in recimo neke kolonizacije iz recimo strani sistema in medijev za recimo razumevanje trenutne celotne družbene slike. To je izjemno zanimivo. Ampak, kar je pa moje ključno vprašanje, pa ki je mogoče bolj zanimivo pa razvodno, je pa to, a bi se dal mogoče gledati ravno te sodobne odzive, ki smo jih prej že omenili, mogoče odzive, recimo, ki jih imajo danes, ne vem, na Trumpa, prej smo govorili primer, ne, zakaj je recimo neki črnci v najslabšem položaju v Ameriki. To je bilo vprašanje, ki sem ga slišal pred časom, da se mi zdelo zanimivo, kaj lahko naredimo, ne, pravzaprav v tem, zakaj voli Trumpa, ne. In predvsem zanima nas, ne, a so recimo ta vprašanja afektov, ki so postavili, tako nekotela, a je to mogoče neka točka, kjer bi bilo Adorno spet aktualni za razmislek? Ja, definitivno je Adorno, vsaj jaz ga, pač, kot sem že na začetku rekel, sem poznam tukaj na Adorno ali pa kritično teorijo kot celoto, ga mi pa ga uporabljam kot za mišljenje nekih zadev v sedanjosti. No. In zdaj, ker se meni zdi par ključnih točk, ki so mogoče malo bolj na konkretni ravni, so te, da prvič Adorno, ko kritizira masovno kulturo ali pa množično kulturo, ne, kritizira recimo televizijo, kritizira radio in kritizira pasivnost množic. Se pravi, imaš ti nek center, iz katerega neke informacije prihajajo v ušesa manipuliranih množic in internet je bil od vsega začetka pojmovan kot tudi zasnovan kot množični medij, ki je obenem medij, ki ga tudi množice same delajo in participirajo pri njegovem konstruiranju. Ne. Tako da tukaj je Darko omenil, skratka, da je prav zdaj digitalno okolje primarno prizorišče nekega novega pojava fašizma, je tle dosti kontradiktorno. Skratka, internet, namesto da bi bil tu, kar so si pač zamišljali v 90-ih
nekateri utopični snovalci, ne, ta neka velika skupnost Deweyjeva, ali pa neka res, se pravi, zdaj tu pa res prava demokracija, kjer mi lahko tudi vsi sodelujemo, ne pa tako, kar radio, pa televizija. In kako se lahko tukaj spet pojavlja ta problematika fašizma, ne? Ker pri Adornu pa fašizem zmer se zdi kot neka manipuliranost strani nekega velikega vodje, ta pasivnost te fašistične množice, kako je podrejena, kako nima v bistvu svojega mnenja in tako naprej. Ne? In tu se mi zdi druga stvar, ki je tudi velika razlika med nekimi novimi pojavi nekih problematičnih ideologij, ta, da bi zelo težko rekli, da gre pri, ne vem, sodobni, radikalni, spletni desnici za to, da bi imeli to preveliko poslušnost do avtoritete, neko pasivnost in tako naprej, kot pri teh fašističnih, klasičnih množicah, ampak nekaj povsem nasprotnega, za neko kontrarian identiteto, za neko identiteto, ki ni premalo kritična, ampak mogoče preveč kritična. Ne? Skratka, v ful eni seriji zadev je Adorno zelo uporaben tudi za analizo sedanjosti in uporaben je prav z tega vidika tudi neke razlike. Skratka, so ene stvari, ki so pa, jaz rekel, danes kvantitativno drugačne kot v njegovi analizi, recimo, fašizma. Pa še tu, kar se mi zdi ful zanimivo, je recimo dialektika razsvetljenstva. Človek ne ve, a on govori o Ameriki, a govori o fašizmu. Ne? Tako je, kar je tako zelo zanimiva perspektiva, vsaj stališča druge polovice 20. stoletja. Ne? Skratka, kako on naredi neko povezavo med neko ameriškim, oziroma tem popkulturo in vsemi temi stvarmi, ki so prvenstveno ameriške, ne, in fašizmom. In mislim, da se nam tu zdaj nekako vrača, ne, kar je sploh z perspektive Američanov, ne, ki so sebe zmer kot neko drugo stvar fašizma jemali in tako, ne, lahko deluje presenetljivo. Ne. Jaz mislim, da jaz bi se tukaj čisto strinjal s tabo, ne, jaz tudi mislim to poglej, ko zdaj trenutno ravno to, ko se meni, zakaj recimo, najboljši primer bi bil mogoče gibanje 15. Recimo v Italiji, to je klasičen primer tega. To je bila recimo ideja neke, seveda neposredne participacije, recimo ideja recimo stranke, ki bo zares tudi stranka recimo novih tehnoloških gibanj, da tako rečem, se pravi otrok, nove davke. Ampak v praksi, kar se je zgodilo, je, da seveda eventualno so šli vse bližje tudi neki novi desnici in to bom zdaj pustil na tej politični ravni, ampak že primarno je pravzaprav bila to stranka brez programa zares. To je bila stranka, ki na nek način je bila zares ravno ta posledica, mogoče ravno te popolnoma afektirane, neposredne, pravzaprav nereflektirane internetne govorice. Mogoče tudi to še bilo, ne? Da pravzaprav preveč neke svobode v neki participaciji. To je pravzaprav ena kritika, ki jo je Adorno vedno vzpostavila. Adorno je bil kritičen do, takrat smo rekli, študentskih gibanj in ostali. Predvsem pa on je bil kritičen do popkulture, on je bil kritičen do nekega neposrednega užitka. Tako da tukaj se jaz ne bi čisto strinjal s tem, kar je prej Darko rekel, pa ne v tem smislu, da na neki točki je seveda bil do užitka, ampak zadnji užitek predstavljal še zmer, recimo tudi neki užitek za tiste višje, pravzaprav za kot elitno kulturo, za visoko kulturo, za ne pa za, in to mogoče je tudi. Ti si recimo se ukvarjal s primerom, recimo kaj pa je odziv na mogoče te sodobne internetne medije, ki pa je popolnoma strasten in pa pravzaprav izraža odpor recimo neki visoki kulturi. Mislim, definitivno je mogoče populizem razumeti ne kot neko prekinitev z demokracijo, ampak kot pretirano demokracijo, ki podivjano. In v tem smislu mislim, da Adorno govori o Adorno in Horkheimer v dialektiki razsvetljenstva o fašizmu kot o tiketskem mišljenju, tako so v slovenščino prevedeli. Se pravi, kakor jaz razumem, je tukaj ideja tega nekega tiketa, političnega listka, skratka, kjer ima neka stranka navedeno, zakaj se zavzema, ne? In skratka, ti daš sam tisto, kar bi množice najraje slišale, tako čist, ne glede na to, ali zdaj posamezne točke pašejo skupaj, ne? In pol lahko hitro prideš do tega, da zaprimo meje, ne vem kaj, pač neko serijo populističnih argumentov, ki so lahko za neke pač manjšine in tako naprej pač ful problematični in tako naprej, ne? Ampak dejansko se pa dostikrat zgodi, da množice se najprej poenotijo glede tega, koga je treba izključiti, koga je treba
dejansko je tle nek notranje demokratični tem tega general will. General will kot obča volja je lahko spet problematična, če jo ti hočeš v neki državi direktno uveljavljati. In tukaj je mogoče tudi neka taka dvoumnost razsvetljenstva. Nekaj svarilo pravzaprav kritične teorije, to, kar smo prej govorili, da se nek razum vendarle še ohrani v zadnjih stvari, vsaj nek potencial za to. Darko, zdaj mogoče še k tem, zdaj pa res, da počasi res zdaj zaključimo, mogoče res zadnje vprašanje, vezano na to, ravno to, zdaj mogoče stvari, razmere so se zagotovo spremenile in že v pravzaprav naši reklami za ta dogodek smo omenili, da bomo govorili o tem, kako so se spremenile v pol stoletja. In na nek način ena točka, ki je izredno očitna, je Adorno in kritična teorija nasplošno je mislec ideologije. Ampak tudi ideologija sama se je na nek način spremenila. Če se nam zdi, da v nekem fašizmu, v tistem času, ko je recimo problem ideologije opisoval Adorno neposredno, je bil predvsem ideologija recimo neko vprašanje homogenizacije nekih interesov. Se pravi, šlo je za neko vprašanje neke celostne polarne miselnosti, ki jo pelje seveda močna avtoritarna osebnost. Ampak na drugi strani se nam pa zdi, da sodobna recimo ideologija pa dominira ali pa, če hočemo, vzpostavlja oblast prav na podlagi neke partikularizacije interesov, na podlagi tega, da vzdržuje recimo neko ekonomijo na svoji ravni, da ji dopusti neko svojo lastno moč, da tudi kultura recimo je odmaknjena od nekega potencijala, da mogoče poslušati, tako bi. Ja, no, bom poskusil biti čim krajši, ker sem je uspel približno 10% tega, kar sem mislil povedati, ampak skratka, kar preostane po kritični teoriji je, ko bi rekel, to, da imamo v kritični teoriji neko paradigmo, iz katere lahko mislimo tudi v nekih popolnoma spremenjenih razmerah. Ne moremo pa z njimi s to paradigmo več vsega zato. Zdaj, če konkretno govorimo o teh fašizmih in tako dalje, sem prvo recimo na sem pozabil ime enega Angleža, ki je članek napisal o tem generičnem fašizmu, ki ga je pa bolj vadil uporabil. Skratka, to, s čimer imamo zdaj za popraviti, torej mi fašizem moramo misliti iz te njegove generične forme, se pravi, da zadobiva smer neke nove pojavne oblike. In to, če je bil recimo hitlerijanski fašizem tisti, ki je discipliniral, ki so imeli na tem vsem, imamo zdaj nek drug tip, ki bom rekel, ki bolj temelji na neki bahtinski karnevalskosti. Skratka, po tem, kako ga vidimo, že sami pojavi teh Trumpov in teh komedijantov, ki nastopajo, ampak to so, namesto Hitlerja imate neko klovnsko figuro, Hitler ni bil klovn, no in tako dalje. Tle je neka nova situacija, no in tudi Deleuze in Guattari sta imela glede tega zanimive zaključke. Kakorkoli sta delala skupaj, ampak jaz mislim, da Deleuze je potem za tistim malim spisom o družbi kontrole nekako pesimistično zaključil. Nastaja družba kontrole, v kateri niti individua ni več nedeljiva, ampak se spreminja v individuo. In svoboda, neka forma svobode postane kot tista ultimativna zasužnjenost. Medtem ko Guattari je, dokler je sicer malo prej umrl kot Deleuze, je pa v tisti molekularni revoluciji se pa zamislil neke nove tipe organizacije tega odpora in tako dalje. Se pravi, da imamo nekakšno pluraliteto nekih odporov in tako najprej se je to recimo pokazalo v obliki nekih praks, nekih radijskih postaj, neodvisnih, potem so ljudje, tudi konec koncev internet že začel nekako v tem smeri funkcionirati, dokler ga niso pač prevzeli te
te drugi. Ne. No in končno, tukaj bom pa zaključil zdaj za eno anekdoto iz mojega nefilozofskega življenja, iz življenja vzgoje in izobraževanja. Namreč leta 90 smo imeli na Bledu veliko konferenco pod okriljem Sveta Evrope in UNESCO z naslovom Literacy for 21st Century. In kot dva keynote speakerja, kot se reče v tem konferenčnem žargonu, sta bila, en je bil Richard Hogarth, ki ga bi štel za enega od naslednikov, angliških naslednikov kritične teorije, in drugi je bil takrat malo mlajši, Jean Evrard. In kaj je Richard Hogarth je govoril, kot bi rekel nekakšen sploščeni Adorno. Zgrožen je bil na tem, kako izginja kultura, kako v sedanjih šolah se nič več ne naučijo, kako, če rečeš Shakespeare, te bo srednjošolc vprašal, a ta mogoče igra levo krilo v Manchester United, in tako dalje. No, in medtem, ko Jean Evrard je imel pa drug pogled. Je rekel, zdaj je nastopila neka sprememba, v kateri so te naši učenci soočeni z, bi rekel, izredno kondenziranim valom z dneva v dan nekih informacij, zelo zgoščenih. In je rekel, in zdaj kaj boste pričakovali, da bojo te mladi ljudje zdaj vzeli tri dele bratov Karamazovih in strašno uživali v nekem odmaknjenem branju tega, če imajo vendar hollywoodski film, ki je verjetno boljši kot knjiga, in tako dalje. Skratka, tukaj je, bi rekel, ta anekdota, jaz mislim, da označuje en določen prelom, kako pravzaprav lahko mislimo to, kar se nam kot družbi zgodi. In da se tej družbi tudi v skladu s vsemi temi spremembami pa dogaja neko perpetuiranje kapitalizma, to pač vidimo v obliki teh vse večjih razlik in tako dalje, in ima tisti, ki pač imajo vso to moč in tako dalje, mislim, ta sloj, ali kaj se mi, to je bolj mašina, kot da bi kakšna zarota bila, skratka, te se pač proizvajajo, to proizvaja ta spektakel, ki množice fascinira in jim skratka nalaga neko perverzijo užitka, v tem smislu, da uživajo v tem, da so podrejeni, ali kako preko, ali pa da to je zdaj, tle stopam na en teren, ki je še absolutno, ki je precej še raziskan in tako dalje. Ampak kot rečeno, tukaj zdaj zadnji stav, kot rečeno, ko se znajdemo v tej situaciji, se gremo posvetovati in k Platonu, in Aristotelu, in Kantu, in seveda kritični teoriji. Jaz mislim, da je to zelo lepo zaključek. Jaz bi vseeno dodal še en stavek, če je prva generacija seveda odgovarjala svojim razmeram, je druga odgovarjala razmeram, ki so sledile potem v 60, pa po gibanju leta 68, pa potem seveda v vzponu neoliberalizma v 70-ih. In tudi tretja generacija, ki je nismo nič omenjali, to je trenutna, recimo lahko bi rekli tudi četrta, ampak to so zdaj vprašanje. Ampak recimo s Honetom na čelu in Nancy Fraser in mogoče zato avtori, ki jih nismo niti omenjali, pa niti ne pomembno, pa seveda je Forst in tako dalje. So pa predvsem spet šli še korak bližje proti temu, kar so pa že hotel navezati drugim tokovom na Evropi. In včasih rečemo, da je kritična teorija na meji med neko, sploh na danes, med neko analitično filozofijo, ki se še zmeraj verjame pravzaprav v nek razum, v neko moč razuma, ali pa v neko razsvetljensko zapuščino, pa na drugi strani seveda neko poststrukturalistično zapuščino, ki je temu nasprotna zapuščino. In kritična teorija je vmes. Kritična teorija poskuša ohranjati, ampak zdaj se je po novem se obrača pa tudi recimo proti drugemu, recimo Levinasu, proti Derridaju v enem je. In poskuša recimo odkriti tudi stvari, ki jih je pa vendarle Adorno. Na nek način bi celo rekel, da je sodobna kritična teorija predstavlja obrat nazaj k neizpovedanemu Adornu. In kar je tudi že Darko omenil, seveda tako kot gre recimo
družba naprej s časom se spreminjajo razmere, tako se mora tudi teorija. In tudi kritična teorija je zato še naprej živa. Tako da to bi mogoče za zaključek, da bi pa tudi prepustil še vam nekaj besed, da bomo samo mi govorili vaš čas. Tako da, Poraja se mi vprašanje, kaj je sploh s kritiko razsvetljenstva mišljeno. Mislim, da ste z enim stavkom že nakazali, kaj je mišljeno. Če sem prav razumel, gre pravzaprav za deviacijo razsvetljenstva in sicer proizvodno, ker se je to v anomalijah zgodilo v množični produkciji kulture, ne pa v razsvetljenstvu, kakor so ga razsvetljenci sami zastavili. Vemo, kdo so razsvetljenci. Montesquieu, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, tisti, ki so pravzaprav častili razsvetljene vladarje. Ampak gre za to, ali je resnica še v umu ali ne. Tudi če jo vladar zastopa ali pa če jo zastopa kdo drug. V tem primeru Marksovem bi moral biti to proletariat. Lepo ste vprašal, da izluščite to vprašanje, ali je proletariat sploh še v igri. To je lahko prekariat ali pa so kar podivjane množice, kot bi rekel Sloterdijk. No, jaz sem to zdaj že... Mogoče, da bi vsak od dvoje poskušal na enega odgovarjati. Ja, se pravi, mi tle, spet, če se za to še 2 ure, okej, bomo to rešili. No, ampak vsem gre za to Horkheimer Adornovo knjigo, ki je pravzaprav reflektira tudi izkušnjo fašizma, vsega tega in pač tega rezultata, ki se je bi rekel, na družbenem področju zgodil, medtem, ker na začetku tega rezultata pravzaprav vidimo razsvetljenstvo kot obet svobode, izobraževanja, demokracije, skratka, ampak treba odgovor na to je treba iskati pravzaprav v samem tkivu tega teksta, tako rečem, ker pravzaprav v teh različnih poglavjih, z različnih zornih kotov avtorja pravzaprav nekako izčitata to, kako so te razsvetljenske ideje se pravzaprav pervertirale. Seveda v velikem sodelovanju z silami, ki pač delujejo v družbi, in na koncu pač to. In drugo vprašanje, kar se tiče proletariata, kot rečeno, v čist zgodnji Horkheimer je to jemal še kot pač danost. Proletariat je tukaj in se bo pač prejastil socializem in tako dalje, se bo to resnično. Seveda, to se je zelo kmalu podrlo, ta vera, seveda mi filozofi moramo nekaj misliti, proletariat bo pa še svoje naredil. Potem se je seveda ta vera skrhala. No in tisto, kar pa zdaj zelo hitro rečen, kar je druga smrt proletariata. Ena je bila tam mišljena v kritični teoriji, druga se je zgodila z novo levico. Andrej Gorc je napisal knjigo Adieu au proletariat. In kaj nas to pravzaprav pripelje v to sedanjo realnost, ko filozofi, sociologi, ne smemo zdaj se na filozofijo omeniti, ker je veliko teh polj, s katerih se marsikaj misli in tudi včasih te praktičnega učenja, nima več, to je neoliberalizmu uspelo, nima več prave reference, prave korelacije v družbenih organizacijah. Tiste organizacije, proletariat je bil pravzaprav neke vrste ime za organizacije, ki so bile v tej družbi na strani negativuma, se pravi možnosti, revolucije, kako hočete. Zdaj te organizacije skoraj da ni več. In to jaz mislim, da je en velik problem, ker tudi je ovira temu, da bi
da bi rekel, dobro, kritična misel ali karkoli že cirkulirala v kulturi. Ker je kultura dezorganizirana, anarhična. Jaz bi se morda tisto mogoče še samo prvo vprašanje. Jaz sem to poskušal že prej navezati malo predvsem na zgodovino novokantizma. Namreč, če Kant predstavlja nek vrhunec razsvetljenske miselnosti, predvsem neokantovci so poskušali recimo ohraniti tisto njegovo težnjo, recimo Kelsen je tak tipičen primer, ker gre za tisto skoraj vrhunsko idejo, ne, da gre neka prva norma in potem normativno ni nič pomembno, ni vredno, a je recimo katerakoli za njo popolnoma napačna. Če je v sistemu, če je v strukturi, je potem lahko transcendentalno dojeta kot recimo primarna in to na nek način tudi omogoča, da je pravzaprav že zagotovilo njene pravilnosti, tudi na neki normativni ravni. Preprosto povedano, čisto simpel jeziku. Razsvetljenstvo verjame pač v neko, Hannah Arendt pa odličen izraz, ne, za to, ampak pravzaprav v neko totalitarizem nad idejami, praktično izničuje možnost idej. Vse skupaj postane, recimo, da rečemo, samo še neka tržna pravzaprav logika začne zavladati. In zato se tudi preobrne na koncu v eno svoje lastno nasprotje in to je pravzaprav mitična misel. Ne zavide Benjamin to najboljše pove v svojem spisu o nasilju. Ko pravzaprav pove, da recimo neka sodobno pravo, da tako neutralizira pojem nasilja, s tem, ko vzpostavlja neko birokratsko, recimo stopno nasilja, da mi sploh ne moramo več razumeti nasilje, zato ker ga lahko razumemo samo preko prava. Zdaj predolgo to je korelacija z Foucaultom. Ne, to sem hotel mogoče že vmes malo napeljati, žal ni prišel te, ampak to je recimo njena ključna kritika. Ne? Ni problem v nekem temu, da ne bi bilo, recimo, da ideja razsvetljenstva, v smislu tega, da obstaja neka resnica, ki lahko vodi ljudi, pa neka recimo neki liberalni ideali. Sploh ni težava, recimo Neumann ali pa nekateri drugi avtori so pravzaprav tudi zagovarjali liberalizem, da o Habermasu ne govorimo, da to ni pomembno. Kar je pa za njih pomembno, je pač, da mora biti razsvetljenstvo razumljen kot pravzaprav proces, ki je zašel iz tega, kar je želel, in da recimo sodobna kapitalistična družba je popolnoma zanikala te njihove težnje. Zato je kritika razsvetljenstva kot je. Po drugi strani seveda Hegel, recimo, če ga razumemo na pravi način, preko recimo razumevanja ravno tega negativuma pri Hegelu, pa recimo omogoča neko pravo pot, to smo mogoče prej rekli. Zdaj pa samo še mogoče glede proletariata, bi pa mogoče nekaj povedal. Mislim, jaz bi rekel, da razumem to kritiko, skratka, da danes ni več proletariata, oziroma da tukaj bi čemu bi danes rekli, proletariat ni več revolucionarni razred, skratka, da se lahko opaža, zdaj, če smo zdaj v Angliji, pa teh volitvah, ne, da recimo se v, ne vem, delovskih delih, da se recimo voli konzervativce, da se je isto zgodilo v Ameriki in tako naprej. Ampak po drugi strani se mi zdi, da je tudi problem s tovrstno kritiko, da ne zna videti lastne ločenosti od množične kulture v končni fazi. Vse je jasno, da neka Adornovska pozicija je reproducira ločenost do množične kulture. In če ti rečeš, vse, kar je množično, je plehko, je slabo, je pol, pač si obsojen na to, da nikoli ne boš mogel neke te množične revolucije, v tem smislu proletariat kot množica. Skratka, neka samouresničujoča prerokba je za tem. Tako da se mi zdi dosti bolj produktivna kot neko tako tovrstno, ne vem, če je to čisto Adornova perspektiva, ampak recimo, da je, ne, če malo poenostavim, se mi zdi bolj pametna tu, kar je Darko prej kot rekel, da je pa Benjaminova pozicija iz tega, se pravi, da mogoče je tu skratka polje estetskega, polje množične kulture, da je tudi tukaj samo neko polje boja med fašizmom in komunizmom, če sem prej razumel, in da je pač treba neko bolj kompleksno selekcijo najti. Skratka, kaj znotraj tega je zdaj reakcionarno in kaj progresivno. Tako da v to smer bi jaz šel. Mogoče, če samo še en stavek dodam. Tukaj je mogoče en pojem, ki je danes zelo pejorativno za kritično teorijo in kulturni marksizem. Jaz sem želel predvsem poudariti, da je ta pojem, ki se ga noče zdaj natemati. Ampak želel sem predvsem poudariti, da ta pojem je seveda s tem, kar smo govorili razsvetljenstva, da je pravzaprav popolnoma napačen, popolnoma zgrešen način razumevanja.
Ampak zagotovo pa je to izpostavitev kulturnih, recimo, takrat je ravno kar je mej. Ko je pravzaprav kulturne vrednosti, pa kulturne, recimo, strani družbe, ne pa samo ekonomske redukcije. Ja, to je zdaj, mislim, okay. Ta sedanja skrajna politična desnica, ne, predstavila ta diskurs, ne, ki bi recimo z Vrklavom, ne, da se ga da tako definira, ne, tudi diskurs populizma, ki funkcionira tako, da ustvarja svoje ljudstvo. Ne. In temu svojemu ljudstvu daje tisti osnovni, rekel, lingvistični, tako rekoč, mehanizem, v tem je, kot Vrklav govori, je pač konstruiranje tako zvanih verik ekvivalenc. Se pravi, kulturni marksist, LGBT je enako LGBT, LGBT je enako tistim, ki nič ne delajo in tako naprej. Ne? In na ta način, mislim, to je tako teče. Ne? In potem seveda to tudi hrani tisto, če sem prej rekel, to karnevalskost, te rekel, zhirane javnosti, kakršne nastajajo v tem. Ampak se pravim, to je zdaj vse, se pa strinjam, ne? To, kar jaz zdaj počenjam, je neko jamranje nad to situacijo, v katero smo zdaj ujeti. Je pa seveda zdaj vprašanje, kako je znajti nekaj, kar bi pomenilo neko točko preboja iz tega. Tukaj sicer vidim nekatere kolege, ki imajo odgovore tudi na ta vprašanje. Še kakšno vprašanje? Potem bi pa jaz počasi zaokrožil tudi, no, če ni več vprašanj, ampak vseeno bom dodal samo eno misel, ker sem se sam pač ukvarjal z etiko živali, z okoljsko etiko in tako naprej. Zanimivo je, da ima sta Horkheimer in Adorno lepo analizo tega pojma živali na koncu dialektike razsvetljenstva in tudi okolja. Na nek način sta tukaj 50 let pred celotno to tradicijo, ki je postala potem v 80-ih, 90-ih, bistveno globlje gresta kot Singer, recimo, na tem polju, ker pravzaprav ugotovita, da je pojem živali vedno vezan na samo dojemanje človeka in na to razsvetljensko dojemanje pozicije človeka, tako da se tudi v tem oziru se mi zdi, da radikalna in to, kar je nastalo potem v 50-ih letih, kot rečeno, na nek način samo še opomba, se mi zdi, k temu res lepemu pasusu v dialektiki razsvetljenstva. Ena anekdota še glede Adorna, zelo je imel rad ta frankfurtski živalski vrt in ohranil je neko pismo, v katerem piše direktor živalskega vrta, ne nabavi par bombatov, če se ne motim, ker te živali še ni v živalskem vrtu. Tako da je bil tudi po tej plati mogoče zanimiv. Zdaj pa mogoče bomo vendarle morali počasi zaključiti, ker bo nas začel preganjati tudi čas. Je pa res, da imamo tukaj nekaj ljudi, ki bi mogoče še lahko zastavili kakšno vprašanje, preden jaz vas dokončno povabim, da se nam 27. kot je že Dalko rekel, pridružite. Takrat je 85. obletnica Slovenskega filozofskega društva, točno v 27.1., tako da ste seveda vabljeni, da se nam takrat pridružite, ko bo profesor Štrajngost, pa še drugih več bivših predsednikov. Tako da preden se dokončno poslovimo, še res mogoče kaj iz publike. Potem pa aplauz.